Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V mesecu aprilu ste ponovno odprli sotesko Vintgar, ki je bila v lanskem letu kar precej obiskana. Kako ste si letos zamislili obisk soteske Vintgar? Turistično društvo Gorje postaja najsodobnejši in najbolj trajnostno naravnan upravljavec naravne vrednote državnega pomena. In zato smo že leta 2020 kot prvi uvedli enosmerni ogled soteske. Na ta način ogled soteske ni več polurni dogodek, temveč celo, doživetje, ki traja 2 do 3 ure in v tem času podoživiš vse, kar ti Julijske Alpe danes nudijo. Leta 2021 smo tudi zaradi vse bolj množičnega obiska kljub epidemiji prišli na spletno prodajo kart, vendar da smo ljudi spodbudili k spletnemu nakupu kart in zato, da obvarujemo naravo in pa po drugi strani tudi ohranjamo kakovost življenja v lokalni skupnosti, smo pa v letu 2022 na predlog Triglavskega narodnega parka, ki po metodologiji predlagal, začeli omejevati obisk same soteske. In seveda letos s temu nadaljujemo, tako da letos delamo korake pa v smeri trajnostne mobilnosti, zato smo poleg tega, da bomo v Vintgar prišli samo še z spletno vstopnico, prišli tudi do tega, da umikamo avtomobile izpred same soteske na centralno parkirišče pred Lipom Bled, kajti z tovarno Lipom Bled, ki je ravno tako zavezana trajnosti, smo se dogovorili, da njihove ta trenutek neuporabljene površine namenimo centralnemu parkirišču, od koder bo brezplačni transfer do soteske Vintgar in na ta način spet, v lokalnem okolju zagotavljamo trajnost. In kako, če nekdo pride v Podhom v Bohodu v sotesko Vintgar in se sprehodi vse do Blejske Dobrave, ima potem možnost s šatlom se vrniti nazaj na to parkirišče, ker je pustil avtomobil? Ja, v samem ogledu soteske seveda pri slapu šum lahko nadaljuješ pot po rdeči poti, to pomeni čez Blejsko Dobravo in po strmi strani nazaj na samo izhodišče, ali pa po zeleni poti preko Homa in po obronkih Homa, kjer je neverjeten razgled nad Gorenjsko, temu kraju tudi pravijo številni domačini oltar Gorenjske, tudi nazaj na samo izhodišče. Seveda tisti, ki niso fizično tako sposobni, pa seveda na Blejski Dobravi lahko tudi naprej napovejo in seveda koristijo šatel nazaj do izhodišča. Koliko obiskovalcev je v lanskem letu obiskalo sotesko Vintgar? V lanskem letu je sotesko Vintgar obiskalo preko 300.000 obiskovalcev, večina od teh preko 80% je tujcev, tako da letos turistični delavci napovedujejo ponovno uspešno oziroma veliko sezono in zato seveda se že zdaj z vsemi sredstvi pripravljamo na to, kako primerno usmerjati obisk, zato so spletne karte, da bo možno obiskati sotesko od ranih jutranjih ur pa do pozno popoldanskih in na ta način se bodo lahko vsi ogledali seveda sotesko Vintgar, po drugi strani zatem, ko ne bo pretiranega obiska, zagotovili ohranjene narave in po tretji strani bomo seveda tudi domačinom ohranjali in dvigali kakovost življenja, kajti promet se umika, ljudje, ki obiskujejo sotesko, se prerazporejajo preko celega dneva in na ta način seveda zagotavljamo, da to prelepo naravo in pa te naše lepe kraje ohranimo tudi za naše zanamce. Kako je poskrbljeno za varnost? Za varnost je seveda ena glavnih točk pri upravljanju soteske Vintgar, tako vsako leto več 100.000 evrov to namenimo sami varnosti v soteski Vintgar in tudi letos smo naredili obsežne obnovitvene in pa nove dele skupaj z naravovarstveniki. Vsako leto pregledamo, če se da še kje zaradi same varnosti postaviti še kakšna dodatna varovala, da slučajno ob eroziji, ki se dogaja v naravi, ne spolzi v sotesko kakšen kamen ali kaj podobnega, tako da to je seveda prva točka in za varnost skrbimo. Hvala in uspešno sezono. Hvala tudi vam.